Slovenska Bistrica je bila v petek 10. novembra obarvana v športno disciplino plezanje, kajti največji plezalni center v Sloveniji je obiskala olimpijska prvakinja, nosilka 8 zlatih medalj svetovnih prvenstev in zmagovalka 41 tekem za svetovni pokal Janja Garnbret. Ja, center mi ogromno pomeni, ker se mi zdi, da v Sloveniji definitivno manjka infrastrukture in to, da se naredi pol tak center, pomeni, da bo več otrok plezalo in da bomo enkrat v prihodnosti dobili še eno svetovno prvakinjo. Tako da tudi za mene trenutno pomeni, da še ena možnost več za trenirati. Torej bom definitivno upravila kak trening tukaj, ker je definitivno fajn, da greš na različne konce, da razbiješ domačo rutino treniranja, da probaš različne stile in ta center je definitivno tudi en izmed njih. Po 2-mesečnem premoru, po nastopu na svetovnem prvenstvu in naslovu svetovne prvakinje, je z novembrom začela tudi s pripravami za novo tekmovalno sezono, ki se bo začela meseca aprila v Šanghaju. Plan je že naredil, torej Roman je že naredil plan točno po dnevih do aprila. Plan mi je izjemno všeč in ne bo lahko, ampak definitivno pa bom trdo trenirala, da bom v Parizu prišla kar se da v najboljši formi. Tako da jaz se tega veselim. Zdaj sem tudi srečna, da sem se kvalificirala že na svetovnem prvenstvu, torej sem imela 2 meseca bolj v narekovajih v easy plezanja, torej delala sem tudi druge stvari, da sem se res fizično in psihično tudi spočila, tudi da sem zdaj res motivirana in pripravljena na treninge. Morda kakšna skrivnost v pripravah za priprave za Pariz z vaše strani z olimpijske prvakinje? Mislim, kakve skrivnosti ni, ponovadi je samo trdo delo in trening, to je skrivnost. Drugače pa v času te poškodbe sva z Romanom ugotovila in dobila par idej za trening v nadaljevanju za Pariz in ki jih bomo tudi uporabila, ki so se izkazala, da so bila kar koristna v tem obdobju, ko nisem mogla normalno trenirati. Ampak ja, vse je plezanje. Na srečo bomo za Pariz trenirali eno disciplino manj, ampak vemo, kje je vrh in tam si želim biti, tako da bom sam trdo trenirala. Sezona, ki bo hitro s tekmovanji potrkala na njeno pripravljenost, bo obarvana tudi z nastopom na olimpijskih igrah v Parizu. Janja, ki bo branila zlato kolajno, pa se ne obremenjuje, da je težje braniti kot osvojiti. Težje je braniti kot pa napadati, ker takrat, ko braniš, pomeni, da ne veš, kje je konkurenca, vsak te hoče premagati, pa moraš ostati 2 koraka pred njimi. Ampak nekako že celo svoje življenje nekaj branim, tako da sem navajena biti v tem položaju in tudi fajn mi je biti v tem položaju. Tako da jaz sam vem, da definitivno tudi hočem ostati 2 koraka pred konkurenco in to bom probala letos še nadgraditi oziroma svojo formo še izboljšati in jo nadgraditi od letošnje sezone. Tako da ja, ne bo nič drugače, kar se tiče branjenja. V olimpijskem nastopu pa si želi tudi družbo slovenskih tekmovalcev, tako v moški kot ženski konkurenci. Vendar bo za to potrebno izpolniti normo. Ja, jaz upam, da se mi pridruži še ena punca in še 2 fanta, torej da gremo v polni kvoti in polni pripravljenosti v Pariz. Tako da upam, da bomo to uspeli in ker slovenska družba je vedno fajn, pa ja, upam, da bomo skupaj dosegli dober rezultat. Rdeča nit gostovanja v Slovenski Bistrici olimpijske prvakinje pa je bilo druženje z najmlajšimi ljubitelji športnega plezanja. V najvišjem delu objekta jo je pričakalo več kot 200 srečnežev, ki so lahko prišli na ta enkratni dogodek. Iz otroških vrst je prišlo tudi veliko zanimivih vprašanj, na katera je zelo rada odgovorila. Zakaj imate radi plezanje? Zakaj imate radi? Meni je bolj všeč plezanje vsaka štarta, ker je tu imaš vedno različnih gibov, vsak trening je drugačen, ker jaz na treningu nikoli ne naredim 20 giba, vedno je nekaj novega, vedno je nekaj drugačnega, ker jaz se nikoli ne predstavljam, da bi trenirala recimo atletiko. Se pravičujem vsem, če kdo drugi trenira atletiko, ampak ker je vsak isti, na plezanju pa tega ni in pa jaz porabim skozi nek nov izziv, nove gibe, ravno zaradi tega. Pa ker se počutiš tudi močnega na sceni in to mi je bilo pritegalo vzgled. Kakve so dobre skrivnosti pri plezanju? Problema, ko je že skrivnost.
si v plezanju. Zdaj, res je, da štartaš kot nek talent, torej vas je res dober talent, to te nekam propele, ampak pol na koncu moraš začeti trenirati, moraš biti discipliniran in moraš ustrajati pred tem, pa nikoli ne obupati, če ti daj nekaj. Po govornem delu pa je bil za vse najbolj pričakovani trenutek plezati z olimpijsko prvakinjo. Glejte in uživajte. Po res enkratnem druženju, najprej s sedmo silo in nato z otroci, je Janja še nekaj nasvetov namenila tudi vsem koristnikom tega športno-plezalnega objekta v Sloveniji. Ja, ki ga naj koristijo, naj pridejo plezat, ker ga imajo praktično pred vrati, tako da tu so tudi smeri postavljene za vse, torej za vse starosti, za ali otroke ali starejše, kakorkoli, tako da naj pridejo plezat, pa ko vem, da jih bo potegnalo.